v hudi skušnjavi sem bil, a naj tile liste strgam pa vržem v koš, ali naj jih uporabim pa povem tisto, kar sem si pripravil, ali naj povem tisto, kar čutim, da bi moral povedati. Pa sem nekako prišel med današnjo sveto mašo dopoldne na pol. Pol bom pa po svoje povedal. Tako da nekaj bom plonkal tlele, malo bom gledal, nekaj bom pa tudi sam svojega dodal. Tisto, kar mislim. Ko si včasih v dilemi, v dvomu, kako naj se postaviš do drugega, kako naj vzpostaviš stik, kako naj se pogovarjaš, kakšno naj imaš mnenje o tem ali onem dejanju, ali kako naj živiš z nekom. Velikokrat smo dobili na to vprašanje, kako naj smo dobili bodi naraven. Bodi naraven. Danes sem tudi kaj rekel, bodi resničen. To pomeni naraven. In rekel je še neki teologi, me boste popravili, če bom narobe rekel, milost predpostavlja naravo. Se pravi, to, ker je Marko rekel, Bog mu je podaril sposobnost, da navzven pokaže svoje veselje in to mi opazimo in on je to na drugi strani doživel kot milost pri izviru. Se pravi, če ne bi bilo izvira, ne bi bilo, ta narava se ne bi imela čemu smejati, če ne bi v globoko v sebi doživel tega znova, tega veselja. In potem si dal čisto šolsko nalogo, kaj pa je to narava? Kakšni odnosi pa veljajo v naravi? In sem najdel eno lepo predstavitev za 5. razred osnovne šole, ki govori o tem, kakšni so odnosi med živimi bitji v naravi. Jih našteje nekaj, kratko bom šel čez, prav? Zato, ker verjetno bomo prepoznali kakšnega od naših odnosov tudi v tem. Prvo, tekmovanje, tekmovalnost za dobrine, za hrano, za prostor. Za te dobrine v naravi tekmujejo vsa živa bitja, tudi ljudje. Rastline tekmujejo za prostor, za svetlobo, za vodo, za hranilne snovi, živali tudi za prostor, kjer se lahko gibljajo, prostor za skrivališče, prostor za bivališče, za hrano, za vodo. In tekmovanje najbolj izrazito pri tistih živih bitjih, ki živijo v istem prostoru. Ne tisti, ki živijo daleč, tam tekmovanja ni. Ja, če gledamo tisočletja, je tudi med njimi tekmovanje. Zato nekatere vrste izumrjejo, druge ostanejo. Tekmovanje je odnos, pri katerem tekmovalnost, v tem smislu tekmovalnost, ko tekmujem, da zadovoljim svoje potrebe in ni važno, kaj stane, da jaz pridem do tega, a ne do teh drobin. Pri tem odnosu trpita obe strani. Pravi, tisti, ki tekmuje, mora veliko vložiti napora in se žrtvovati. In tisti, seveda, ki je premagan, utrpi škodo. Se pravi, minus. Pri ljudeh zelo razlikujemo med tekmovanjem, ki je nekaj pozitivnega, in tekmovalnostjo, ki je negativna. Pri otrocih včasih, pri otrokih opažamo, to tekmovalnost pravimo, v družbi je tekmovalnost, ne tekmovanje, ker tekmovanje pravzaprav spodbuja celo svetopismo. Pravi apostol Pavel Rimljanom, drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo, tekmujte o medsebojnem spoštovanju. Se pravi, tekmujemo v istem življenjskem prostoru. Drugo, plenilstvo, odnos plenjenja, pri katerem plenilec ali plenilci ubijajo žrtev in jo požrejo. Pri živalih. Plenilci imajo od plenjenja korist, žrtve pa škodo. Prav, imamo plus in minus. Prej smo imeli minus, plus. Večinoma plenijo starejši, mlajše, močnejši, šibkejše in tako naprej. Tudi rastline tekmujejo med sabo. Recimo, mesojede rastline so plenilci. Kaj pa v medosebnih odnosih? Če gledamo človeka v humanem svetu, pomeni vzeti prostor nekomu,
čas, denar, čas, dobro ime, zasesti mesto v njegovem srcu, ukrasti ženo svojemu sosedu, pa svojemu sodelavcu, zagnusiti nekoga z upravljanjem, z obrekovanjem, ubiti, dobesedno ubiti. In med generacijami, ko opazujemo, vse večkrat opazimo ta odnos plenilstva, kratenja pravic, to je tudi revščina, je taka posledica tega izključevanje, odzemanje poslovne sposobnosti, duševne bolezni, zapiranje, to, kar je, kar bi rekel, prisilno starejše damo v neko institucijo in tako naprej. Tudi eutanazija v končni fazi je plenilstvo. Se pravi, da nekdo nekoga zažre, ubije in tako. Tretji, zajedavstvo. Zajedavci ali paraziti je zelo pogost odnos v naravi med organizmi. Gre za odnos, pri katerem zajedavska vrsta parazitira na gostiteljski vrsti. Vemo iz šole, iz biologije, da raki nosijo neke vetrnice in tako naprej. Se pravi, tudi zajedavec se prehranjuje s telesnimi tekočinami, sokovi tega gostitelja. Zato imajo zajedavska vrsta vedno korist na račun gostitelja. Gostitelj ima pa škodo, ker je zažrt. Ločimo seveda notranje parazite, ki uničujejo znotraj, ki sesajo znotraj in tudi med ljudmi, poznamo take, ki izsesajo človeku dušo in tisti zunanje, ki mu poberejo denar. Tako da je tukaj, recimo, nam zelo znano zveni to zajedavstvo med generacijami, še posebej, ko govorimo o odnosu mladih do starejših, ponavadi, in v tej krizi materialni in denarni vse večkrat slišimo, kako mlajši rod, ki izgubi službo, se zaje v dohodke starejših in celo nekateri tako daleč grejo, da prisilijo starejše ljudi do roba revščine, da zgubijo vse, da so brez vsega. In tukaj v tej zgodbi je tudi ta pokojninska solidarnost. Zajedavstvo nad tistim, kar se ustvarja. Ivanka rekla, toliko let smo, prej mi je rekla, toliko let smo vplačevali in zdaj ne bomo dobili. Zakaj ne? In seveda ni kriv tisti, ki danes živi in mora živeti in toliko manj jih je, ki prispevajo zdaj v sklad za pokojnine. Ampak krivičen odnos zajedavstva, ki se je zgodil v tem dolgem stoletnem obdobju, ali pa 200-letnem, odkar nam je Bismarck zapustil ta sistem. Naslednji tak naravni odnos je brezbrižnost. Da živimo mimo drugega. Ne zanima nas. Enostavno nimamo nobenih pristnih odnosov, se drugega izogibajo, v naravi živimo ob, se niti ne pogledamo, ne povohamo, živimo v grobu, nekateri v središču. Če gledamo humane odnose, med osebne odnose, je to velikokrat v naših družinah zaradi prezaposlenosti, odtujenosti in tako. Slišali smo o tem, ne bom razgledal. Naslednji tak odnos, zelo značilen, ki ga lahko tudi na človeka predstavimo, je priskledništvo. Zelo lepa slovenska beseda, kjer je odnos med dvema bitjema, kjer ima ena vrsta korist, druga pa nima škode. Imamo plus pa nulo. Se pravi, priskledniki so pogosto v naravi, jim rečemo tudi tako mrhovinari. Tisti, ki čakajo, da lev ubije srno in potem se na ostankih preživijo. Hijene, rečemo tudi. Se pravi, spleno plenilca, tako da se odmakne od njega in čakajo in prisklednik bo prišel do hrane, do katere sicer ne bi prišel. Tega je ogromno. Tistih prisklednikov je danes pri tem našem proračunu, ali družinskem, ali državnem, ali občinskem toliko, da več ne pride denar, niti ali pa dobrine ne pride več do pravih naslovnikov. Na medosebni ravni je, recimo, mladi dobijo stanovanje od starejših, to je koristno, in oni nič ne zgubijo, ker tako ga ne morajo vzdrževati in tako naprej. Seveda, dopuščanje,
da nekdo ob nas živi in da ob nas neke koristi ima, še ni sožitje. To je neko, bi rekel, neko dopuščanje, da nekdo živi ob meni, je lahko pot do sožitja, ne more pa biti neka kvalitetna. Je lahko predstopnja nekega sodelovanja sožitja in neko učenje, recimo, da rečemo temu lepo, no, malo polepšano, lepo je deliti, a ne? Ampak to je pa tudi vse. A ne? Več ali manj ostanemo pri tem nedotaknjeni. A ne? Pač, že tako bo šlo, kamar je še odbek, ne gre še štrk, rečemo, a ne? Boljš, da ima moj otrok koristi, kot da bi mi to dace ne pobrali, a ne? Tako da, anyway, rečejo Angleži, bo šlo to v nič, a ne? Sabo pa tako ne bo noben nič nesel. Tako, kot lisica, ki ni mogla čez ograjo, pa je rekla, se to grozdje je tako kislo, a ne? Kaj češ se matrati, ne? Se tako ni za jesti. Potem smo pa že bližji na desni, ne, proti plusu, a ne, proti koristim, proti sožitju, je pa sodelovanje. Sodelovanje je posebna oblika sožitja. To pomeni, da gre že za odnos. Ta odnos sicer ni tako tesen, ne povzroča take soodvisnosti, medsebojne odvisnosti, ampak je pa, ker v tem odnosu sodelovanja oba osebka imata korist. A ne? In že prihaja do sobivanja v naravi, recimo, skupaj živijo velike črede živali v Afriki, naprimer, a ne? Edino tako lahko preživijo. Ker čim je ena žival, recimo, se vdali, je že žrtev plenilcev, a ne? No in tudi druge, mnoge vrste žive vrste, a ne, tudi človek je socialno bitje in težko preživi sam, čeprav tudi preživi, a ne. Koliko jih je samotarjev, ki sami živijo in ravno tako preživijo. Samo to življenje je lahko veliko bolj nevarno, a ne, kot pa, če živimo skupaj. In zadnji tak odnos, ki ga bi omenil, je sožitje. Sožitje je pa odnos med dvema različnima vrstama, ne, v katerem stalno ali občasno sodelujeta dva osebka ali pa več oseb. Oba imata od tega odnosa korist in temu sožitju, ki je zelo tesno, v naravi rečemo tudi simbioza. Tesno sožitje, kjer bi, če bi ločil te dva osebka, povzročil smrt. In ne bi bilo več te kvalitete življenja. Sožitje je življenje dveh ali več bitij, v katerem si izmenjujemo in delimo dobrine. Žitje je tudi hrana. Včasih so rekli živeš, ne? Žitje je pomenilo preživetje. Pomenilo tisto vsebino, tisto srčiko, brez katere človek ne more obstajati kot človek. Mi točno ne vemo, kaj je to. Kjera je tista nitka, ki reče, živim ali pa ne živim. Zdravniki reče, odpoved vitalnih funkcij, tararam. Ne vem, ne? Kaj pa je tisto, ko ni več življenja? Kaj pa je tisto, brez česa pa ne morem živeti? Eni živijo strašno skromno. Strašno, da se jim čudimo, kako so sploh še živi. In to jaz imenujem žitje. Tisto, kar je neobhodno potrebno, to je hrvaška beseda, kar je nujno ali pa še nekaj slovenskega ne znam najdati zdaj, brez česa ne morem živeti. Ne morem biti oseba, bitje. V žitju spada tudi dostojanstvo, tudi moje človeško dostojanstvo, tudi božje otroštvo spada tudi noter. Brez tega človek ne morem biti. Sem lahko kip, sem lahko predmet, sem lahko, ne vem, rastlina, sem lahko kar že kol kamilca, ne morem biti pa človek. Sožitje pomeni sobivanje. Je več kot sobivanje. Je sobivanje z odnosom. In tukaj v tem zajcu tiči grm. Sobivanje nastane z odnosom, nastane sožitje. Odnosi so tisti, ki hranijo to bivanje, da postane sožitje. In zato so ti odnosi tako pomembni. Dobri odnosi so veselje sožitja.
so radost sožitja, so hrana sožitja, so tista esenca, bit, karkoli že temu rečemo, brez česa ni človeške skupnosti. In zato so tako strašno pomembni. To zelo pomembni. Odnosi so kot most od sobivanja, kjer živimo en zraven drugega, kot vojska, ki jo postaviš v vrsto, ne? Kot četa, ki koraka, ne, se je tudi ena enota, ne, je tudi neka skupnost. Pa do sožitja, kjer živimo v odnosu. In to se hranimo, med seboj izmenjujemo življenjske sokove. To so pa izkušnje, znanja, sočutja, smo slišali, čutenja, ne, dosežki. In jaz bi dodal še eno. Odpuščanje in dopuščanje. Dopuščanje in odpuščanje. Se pravi, odnos in donos. Tisto, kar je rekel Karvi, da prinašamo, ne samo jemljemo. Ker odnos pomeni, da nekaj odnesem. Da nekaj odnesem od tega, kar sem s tabo. Mi moramo pa priti do donosa, ki ustvarja dodano vrednost, ki ustvarja sožitje. Ne samo sobivanje, ne samo neko komuno, neko skupino, neko družbo, ampak ustvarja skupnost. In kristjani imamo fantastičen zgled. Vprašal sem zadnjič očeta Franca Prelca, monsinjorja Zlatomašnika Prelca. Sem rekel v Franciji, daj mi ti povej, da so me nafehtali, da ne govorim nekaj o sožitju med generacijami in to. Daj mi ti nekaj pametnega povej, daj, toliko si strži, toliko si dal skozi, toliko ljudi poznaš, mladi, stari, puno tretje. In rekel, pa kaj se kunštvaš? Ma kaj se kunštvaš? Poglej, Sveto Trojico in vse ti jasno. Mi, kristjani, imamo idealen, prekrasen vzor sožitja med generacijami. Sveta Trojica. Samo to pride v poštev. Vse ostalo je tako, vija vaja, cajt je, pa zgine. Ker mi ljudje z grehom vse pokvarimo. Se pravi, edina pot do resničnega sožitja vseh ljudi, ne glede na starost, ne glede na spol, rasa, je pogledati Sveto Trojico, ki jo veže kaj? Ljubezen. Duh ljubezni. In tukaj smo na koncu. Tle bi lahko nehal. Omenil bom samo še 3 stvari. Medosebni odnosi, ki so posledica trajnejšega, ponavljajočega se sodelovanja med dvema ali več osebami, to je uradna definicija, ne? Se začnejo s tem, da se odnosa zavemo. Zavemo se ga pa takrat, kadar smo zraven. Jaz se zavedam odnosa s svojo mamo, ko sem zraven. Ko dovolj dolgo časa sedim v kuhinji na kišti, a veste, kaj je kišta? Ja. Ne pa, da pridem, kako si v redu, ne, moj otroci rečem, pejte malo mamo pogledati, odpre vrata, mama, kaj rabiš, ne nič, hvala dio, ne, in pol na konc dneva reče, nobenega ni bliz. Cel dan sem sama, pridem snoč dol, rečem, mama, kako si? Je toliko dolg dan, ti povem, da ne morem, da sem že čist naveličena, ne. Ja, pa se smo kar naprej okrog tebe, ne, se kar naprej, danes sem bil vsaj 10krat že tle dole, ne, ker sem v isti hiši, moram imeti pač po stopnicah dole, ne. Ja, 10krat si na vratih, ja, 10krat pogledaš noter, dan, a ste v redu, a je vse, prav, ti si k poštar, prinese, čkrpla, pa gre. No, to ni, ne, sed dolg cajta, da se te naveličam, razumeš? No, in moja žena prav, dej me počak, greva skrb dole, ker če ne ti prehitro ideš od mame, ne. In to štejemo dobro pri vsej sitnosti. Se pravi, seveda, jaz ne bom več teoretiziral o odnosih. Glejte, to je cela znanost. Ne? Kako, kaj je pasti, uno, drugo, dobro sodelovanje, slabo sodelovanje, kaj nas vse lahko gradi, podira in tako naprej. O tem lahko boste v članku prebrali, ker bo dajmo biti objavljen ali pa tako.
še nekaj bi pa rad. To, kar smo rekli, ljubezen, ne? Da je lim, tisto lepilo, ki drži človeka skupaj, ki drži skupnost skupaj. V redu, lahko se zgodi, nije, gre, zgubimo se, sovražimo se, stepemo se, ne vem, namaramo se. Ja, se lahko zgodi, ampak še vedno to drži. Ni druge poti, ni druge variante, najdeti jo je treba. Nekje, ne vem, v križu, v trpljenju, ko smo rekli čas, kristat, ne, sorry, ne, da prideš do tja. In druge poti ni in jaz, ko sem že velikrat bil po tej situaciji, ne, ko ne veš, kako bi, vse tiste doktrine odpadajo, ne, ko nekdo takole da roke da in se obrne stran. Še vedno je to edina pot. In najbolj mi je pomagalo do zdaj, da sem vedno našel neko vsebino. Da sem vedno videl, jaz sem tisti, ki se prenašam noter v ta odnos. Jaz. Če mene ni, je nič. Hodim vsak dan, oziroma 3-krat na teden hodim v skupnosti srečanje fantom, ki se zdravijo v zavodu Pelikan od odvisnosti, zdravijo. Osvobajajo se počasi, ne, če se bojo kdaj. Ampak vidim, kaj lahko sploh dam. Nič drugega od sebe. Pa čisto nič drugega. Branko je tako. Ja. Si takoj tok trapast pa naumen, če kakšne preveč zinaš, pa se delaš ne vem kaj, da veš, sebe, samo sebe lahko prineseš. In sebe lahko daješ in to jim tudi največ pomeni, če so pošteni in odkriti. Če niso, pomagi, pa če je treba počakati. Dar, drugemu sem dar, jaz sem tle zate. Vsak mora ohraniti pri tem dostojanstvo, svojo lastno identiteto, ki jo prinašaš, svojo zgodovino, svojo karizmo, svoje darove, talente, karkoli. V tem je že Karli govoril, ne bom jaz razgledal. Prinašam mojo zgodbo. Rekel je, kako že sporočanje s čutenjem, kako je že rekel, ne? Tisto, ne? Uživljanje, da znam svojo zgodbo povedati. Da znam izročiti to, kar sem doživel, da povem, kako sem se počutil, ne vem, ko sem se zbudil, ne vem, enkrat sred noči, pa sem gledal levo pa desno, kje sem. Ne? Potem, odpuščanje. Brez te besede ni sožitja. Oziroma, ne besede, brez tega procesa, brez tega dejanja, odpuščanja ni sožitja. In sobivanje v odnosu v ljubezni bi lahko definiralo. Kaj je sožitje? Sožitje je sobivanje v odnosu v ljubezni. Seveda je potem to veselo, ker ljubezen ne more biti nevesela. Je ni, če ni vesela. Lahko trpi, lahko je žalostna, lahko joka, ampak je vedno srečna in vesela. In iz te ljubezni, seveda, ki ne moramo kar naprej biti samo happy, pa srečni, pa tako naprej, ne, je najbolj plodno in najbolj ustvarjalno sodelovanje. To je, se mi zdi, taka dobra beseda, slovenska, lepa beseda, ne, sodelovanje. Skupaj delujemo, skupaj delamo. In še nekaj bi rekel, kar je pa moj oče meni izročil, velikrat je rekel, delo je edina pot, ki pomaga reševati težke probleme. Skupno delo. Vidim pri fantih v komuni, če ne delajo in če ne delajo dobro, se začne sranje. Dan, 2, 3, že dobiš nazaj in že je neumnost. 100%. In ko pridem v komune in vidim, da ne delajo, da imajo nos dol, vem, da bo počel v kratkem. In če vidim, da niso stvari, pozabi, ne bodo. In še za otroke, je rekel moj oče, otroci morajo zmer nekaj delati. Če drugega ne, pa škodo. Če drugega ne, pa škodo. Tako da, delo je izginilo iz tega sožitja. In če ne bomo začeli delati, tudi fizično delati, ustvarjati, vrtove obdelovati, ne vem, travke trebiti, v gozdu drva pobirati, ko se še odala poguben dan, ma za celo Slovenijo se gret, je v eni samih majhnih drva na tleh. In tako naprej.
In da sklenem,